Letošnja poletna scena bo res nekaj posebenega zaradi tega, ker nasploh vsa ta kulturna dogajanja, kot smo jih imeli v preteklosti, se bodo mogli zelo potruditi, da bodo šli v štrit z vsemi športnimi dogodki, ki se pripravljajo to poletje. Tako da verjamem, da bo zelo zanimivo, da ne bomo gledali samo evropskega v nogometu, pa potem olimpijskih iger. Vsako leto znova sem navdušena in očarana nad tem, koliko vsega zanimivega se dogaja po Sloveniji, ne samo v teh glavnih mestih Ljubljani, Mariboru in Kopru, pač pa tudi v malih mestih in vaseh, in od povsod se radi javimo in nekako pričaramo utrip te naše poletne Slovenije, ki je res lepa in kulturno bogata. Poletje je vedno tako obdobje, ko je en kup enih odličnih festivalov, tako da po mojem mnenju so predvsem filmski in glasbeni festivali tisto, kamor bom jaz seveda z največjim veseljem hodil, in mislim, da bomo to tudi izdatno pokrivali v oddaji. Torej poletni festivali, ki jih ne bo manjkalo niti v Sloveniji, niti v bližnji tujini, in konec koncev kupica filmskih festivalov, tako kot smo jih že v preteklosti pokrivali na čelu z Grossmanovim festivalom in podobnimi filmskimi druženji. Še posebej zanimiva se mi zdi recimo področje arhitektura in otroci, ki je v Ljubljani zelo na zadovoljivem nivoju. Različne delavnice potekajo za vso družino, ki izobražujejo tako starše kot odrasle, pravzaprav od 3 let naprej. Rada se pogovarjam o kulturi tudi z ljudmi, ki so z drugega področja. Tudi sama nisem zdaj specialist za eno posebno področje na kulturni sceni, ampak se mi zdi, da kot tak lahko dodaš en nov pogled, predstaviš stvari drugače. In to je tudi kvaliteta te oddaje.